BMW je že dolgo časa zelo aktiven pri ustvarjanju novih avtomobilskih razredov. Očitno je to danes v modi. Njihov najnovejši križanec pa se imenuje Gran Turismo. Pravijo, da je GT križanec med limuzino, klasičnim GT-jem in športno aktivnim vozilom. Lahko ima 4 ali 5 vrat, odvisno na kateri gumb pritisnete. Sam pa bi mu najlažje rekel kar kombi limuzinska petica. Z malenkost manj kot 5 metri dolžine se uvršča med še aktualno petico in sedmico, s katero si deli platformo. Zato je na zadnji klopi toliko prostora. Kljub kupejevskemu spuščanju strehe je prostora za glave povsod dovolj. S kupeji ima skupno tudi zelo majhno zadnje steklo in zato slabšo preglednost. Ker je lepota stvar posameznika, ne bom filozofiral, če je lep ali ne. Če se še niste, se odločite, ko ga vidite v živo. Izgleda precej glomazno, ampak na televiziji še človek pridobi 5 kg. Koliko jih šele avto? Če v Münchnu ta avto imenujejo GT, ga bomo tako imenovali tudi mi, čeprav s klasičnimi GT-ji nima veliko skupnega. Tu se boste raje pustili zapeljati, čeprav ta BMW še vedno nudi veliko užitkov v vožnji, le da tokrat malo manj. Razkošje prostora je njegova največja prednost. Voznikovo okolje pa z umirjenimi linijami bolj kot ne sprošča, da se boste domov iz službe pripeljali lepo pomirjeni. Če bo že pozno, boste še bolj navdušeni, za kar so poskrbeli mojstri osvetlitve. Sodobna tehnika namreč omogoča veliko igranja z lučkami, kar so v veliki meri izkoristili tudi pri Gran Turismu. Ker BMW lastniki večinoma sami vozijo, je zelo pomembno, kako se obnese na cesti. In moram reči, da je Gran Turismo pustil mešane občutke. Najbolj me je razočaral volan oziroma njegovo delovanje. Zaradi zmanjševanja porabe je servo sedaj elektronski, kar vzame kar nekaj občutka, volan pa se ne vrača v nevtralni položaj. Potem je zaradi višine karoserije, da se ne nagiba preveč, precej trdo podvozje, ki ga sicer lahko nastavljate, ampak bo na naših slabih cestah večinoma neudobno. Takšen avto pač ne more biti športen, je pa lahko vse drugo. Tudi če so razmere zelo neugodne za zadnji pogon, je tale BMW krotek kot ovčka, tako dobro deluje vse skupaj. Še preden hoče zadek po svoje, motorjev elektronika odvzame moč in te ni tako malo. 180 kW in kar 540 Nm navora je tudi za več kot 2 toni težkega GT-ja veliko, saj pospešuje do 100 le 7 sekund in gre največ 240 km/h. Največji biser pa je tale menjalnik. Čisto nov, ima pa kar 8 stopenj in očitno zelo pameten računalnik, da zna med tolikimi vedno izbrati pravo. Deluje briljantno in kaj drugega od najmanj 60 000 evrov dragega avtomobila niti nisem pričakoval. Takšen je še precej dražji, ampak to kupci BMW-jev že dobro vedo.